Ni samo v Michiganu, ni samo v New Yorku. Prav tukaj v Chicagu poteka množični pohod po ulicah mesta, kjer razglašajo, da ni drugega boga kot Allah. Razglašajo, da je Mohamed pravi prerok. In dobesedno grozijo s verziji iz Korana kristjanom, judom in vsem, ki se ne bodo podredili. To je Amerika. Dobrodošli v Chicagu, prijatelji moji. Ja, Chicago. Ne Tega si Afganistan. ne moreš izmisliti. Teheran. Ne kjerkoli druge, kjer so islamisti in grozno, ampak v Chicagu. Fantje, Stojim točno na mestu, kjer bomo čez 1 uro imeli Jezusov pohod. In poglejte, kdo je tukaj. Ogromen pohod. Ogromen muslimanski pohod, kjer trenutno pojejo po Chicagu. Mohamed je edini. Naj bo Allah poveličan. Izjavljajo, da bodo vsi Judje in vsi kristjani odstranjeni iz tega mesta. Mislim, to je, veste, govoril sem o tem prejšnji teden in zdaj smo tukaj, sredi tega. Za naša mesta in našo državo se bije duhovni boj. Ne vem, če potrebujete še kakšen boljši primer, kot je ta tukaj. Mi tega nismo povzročili. Dobesedno smo pravkar prišli na točno tisto mesto, kjer danes v Chicagu poteka Jezusov pohod. Poglejte, tudi če ne bi imeli pojma, kakšna je vera tega moškega in kakšna je vera teh ljudi, ko pogledate ti dve stvari, samo poglejte kontrast. Ena oseba je svetla, zagorela in videti srečna, drugi ljudje so v črnem. temna, intenzivna glasba. Kot katero skupino bi si samo na pogled raje želeli za svojo družbo? Recimo, da nočem biti označena za rasistko, ki ima težave z islamizacijo. In veste, ste idiot. Prav, to je v redu, ampak samo poglejte ti dve osebi. Kateri bi raje bili podobni? Moški, ki nosi, kar želi, ki je zagorel in ima čudovite dolge kot raste lase. Ali vsi ljudje, ki so oblečeni kot vreče za smeti. To je zdrava pamet, ljudje. Ampak očitno v Chicagu ni več zdrave pameti. Tam je množični muslimanski shod, kjer so razglašali po vsem mestu. In veste kaj? Cerkev v Ameriki spi. To govorim že zadnji teden. To je popoln primer. Cerkev v Ameriki spi. Moramo se prebuditi. Dano. Vsakič, ko vidim enega od teh posnetkov, prav vsakič si rečem, da gre za edinstven, redek primer. In potem si mislim, počakaj malo. V zadnjem mesecu imam približno 70 različnih posnetkov z različnih krajev po Ameriki, kjer vidiš te prizore. Prizore prevzema, to sem videla v New Yorku, to sem videla v Michiganu, to sem videla v Wisconsinu, to vidim v Chicagu. Videla sem to povsod, ker se dogaja povsod. Povsod skušajo dokazati svojo prevlado. In kot pravi, ljudje glede tega preprosto spijo. Poslušajte, to ni marketinška poteza. Jaz tega nisem povzročil. Tega nismo načrtovali. To je od Boga določen trenutek za vas po vsem svetu, da vidite, kaj se dogaja. Ni samo v Michiganu, ni samo v New Yorku. Prav tukaj v Chicagu poteka množični pohod po ulicah mesta, kjer razglašajo, da ni Boga razen Allaha. Razglašajo, da je Mohamed pravi prerok. In dobesedno grozijo s citati iz Korana kristjanom, judom, vsem, ki se ne bodo podredili. To je Amerika. To je Amerika, fantje. Ste budni? Ali razumete, kaj je tukaj na kocki? Ne. Mislim, da večina ljudi ne razume, kaj je na kocki, ker so tako navajeni na idejo, da Amerika pomeni svobodo, da si ne morejo predstavljati, da obstajajo ljudje, ki si dejansko želijo ukrasti to svobodo in si zato tudi prizadevajo. In če želite ohraniti svobodo, jo morate braniti. Mene so zagrabili za lase in me udarjali s klofutami. Skušate Gospoda. Naredi to! 6 let že izvajamo bogoslužja in Jezusove pohode po Chicagu. In opozarjal sem ljudi po mestih Amerike, da poteka duhovna bitka. Opozarjal sem ljudi, da se bitka vedno vodi o tem, kdo bo čaščen v naših mestih. Ni bolj jasnega primera, kot je to, kar se dogaja prav zdaj. Fanče, prebudite se. Amen. Prebudi se. Amen. Prebudi se. Cerkev se mora prebuditi. Mora se prebuditi.
Amerika se mora prebuditi, ker se to dogaja prav zdaj v Chicagu. Sovražnik ni več nekje daleč v Bližnjem vzhodu. Sovražnik je tukaj in koraka po naših ulicah. Samo poglejte to. Sem tukaj v središču Chicaga, točno na mestu, kjer bomo čez 1 uro imeli Jezusov pohod. Poglejte, kaj se dogaja. Prav zdaj poteka množični muslimanski pohod, kjer že zadnjo uro vzklikajo verze iz Korana. Torej, nekaj od tega smo že videli, naj vam pokažem še en posnetek, ki je precej nor. To je dejanski pohod tukaj. To je nasprotovanje muslimanski invaziji na Ameriko. Jezus! 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 Jezus. Jezus! 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 Res je prišlo do tega. Prišlo bo do vojne. Nočem tega reči, ker nočem spodbujati ideje o konfliktu. Mislim, da to ni prava pot. Ampak če ljudje ne bodo spoznali, da morajo braniti svoje lastne kulture, svoje vere, svoje prepričanja, potem bodo tisti, ki načrtujejo, da bodo prišli in udrli, to vzeli za samoumevno. Kar tam vidite, je dobesedno soočenje kristjanov proti islamistom, kot da hodijo naokoli in skušajo glasneje kričati svoje ideje, svoje ideologije. Kaj pa ljudje mislijo, da se je dogajalo v zgodovini? Tisoče let. Kaj mislite, da se je dogajalo? To so bili verski spopadi. In iskreno je nekoliko naivno od nas misliti, da to ni naš problem. Mi ne bomo imeli verskih spopadov. To se tukaj nikoli ne bi zgodilo. Zakaj bi tako mislili? Tako delujejo ljudje. Ko gotovijo, da so stvari, do katerih jim je mar, kot so njihove vere, ogrožene, jih začnejo braniti. Nekaj se mora spremeniti. Ljudje se morajo prebuditi in razumeti, kaj se dogaja. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.